Dejansko v začetni fazi samega storitve tega kaznivega dejanja so sodelovali 4 osebe. Izgleda, da je med potjo eden izmed sostorilcev vozilo zapustil, že preden so se ustavili na končni lokaciji. Te podatke z oškodovancem še vedno preverjamo, da bi uspeli identificirati eventualno tudi 4. osebo, ki je v tem dogodku sodelovala. Niso prečkali mejo na preko mejnega prehoda, ampak na to na območju, kjer je meja še ni točno definirana. Tudi sami moramo še točno preveriti, kje je osumljenec oziroma oškodovanec mislil, da so prečkali mejo oziroma kje naj bi prečkali reko, tako da bomo lahko celotni dogodek lahko povezali v neko celovito celoto. Razgovori z oškodovancem še vedno potekajo, še vedno se določene podrobnosti razjasnjujejo, zato točnih konkretnih podatkov o nekaterih točnih dotičnih točk v samem dogodku moramo še vedno z njim malo razjasniti in tudi na terenu preveriti. Glede na dogodke in okoliščine kaže, da so na identičnem ali pa mogoče celo istem mestu prečkali tudi drugič državno mejo. V Kopru se je začel postopek samega policijskega pridržanja, postopek pred sodiščem pa se bo začel na območju oziroma na policijski upravi Novo mesto oziroma v Novem mestu, kjer se je tudi samo kaznivo dejanje zgodilo. Vse bo treba počakati na razplet na zaslišanje pri preiskovalnem sodniku, navzočnosti tožilcev in zagovornikov njihovih. Kasneje bomo lahko dali tudi dopolnitev informacije, kakšen je rezultat tega dogodka. Glede na zakonska določila obstaja tudi velika verjetnost, da bo zoper njih odrejen pripor, dokler se ne dokončno razčisti oziroma dokler se ne razsodi sam postopek. Kakšna so namreč obstaja določeni ne indice, ampak določene dejstva, da bi lahko zapustili ozemlje Slovenije oziroma ozemlje Evropske unije, da ne bi bili več dosegljivi varnostnim in pravosodnim organom in zaradi tega obstaja tudi določilo, na podlagi katerega se lahko odredi tudi pripor.